Živeli, youtuberi, kje ste folk, kva dogaja, Dino je tle, vse dojaja, dobrodošli na še en nov posnetek in sicer danes delamo nekaj, kar skozi delamo in to je Forza Horizon 4. Res, da nekaj časa že nisem posnel Forze in da sem vmes posnel Five Nights at Freddy's in da ste bili ful zadovoljni, ampak sem rekel, tokrat moramo odpeljati Forzo. Brez veze, da govorim, gremo naprej. Yo, prijatu, tole je moj šov, hitr se naštimi, da ti polno žal. Yo, prijatu, tle igrice igram, prid sem hitr, da ne bom igral jih sam. You win! Perfect! Živijo, kje ste folk, kva dogaja, Dino je tle, vse dojaja. Danes bomo igrali spet to, kar vedno govorim. Forza, končno, ne vem oziroma vem, kaj bi rad vozil, ampak sem se odločil, da gremo mi prvo čez mojo garažo, da dejansko vidimo, kjer avtomobile jaz imam. Gremo na MyCars pogledat, kva se dogaja. Ne vem, zdajle sem imel neki update, pa sem dejansko dobil ene avtomobile, so free, nisem vse si dol zdownloadil, ker bi preveč časa trajal, že tako, dokler sem dojel, da moram updateat, pa da dol in sem ugotovil, da disk je prepoln in pol, da sem to vse gor posnel in pol je bil update, je vzel toliko časa, ampak nima veze. Gremo si pogledati, kva jaz kaj imam Jaguarja, ta je nov, nisem ga vozil, Integra, imam malo Alfe, ta je tudi nov, Aston Martin, ta hud, imam tega Vulcana, ki jeben do konca, imam neke Audije, imam Mercedes, mislim BMW, imam pa Ferrari, Mustang, ta je nov Mustang, dosti vas je rekel, dej Dino furi Mustanga, ne. Pa imam tukaj neke ameriške avtomobile, pa imam Ford Capri, to je v bistvu evropski Ford Mustang, pa imam tukaj tega GT-a najjači, pa sem dobil tole Hondico, Civic Coupea, pa imam neke Jaguarje starejše, gledaj, kaj iz ene znanstveno fantastične serije, pa imam Magera, Huracana, tegele Gallardo, da sem dobil tudi ful dober, kaj je tako v bistvu Cabrio, oziroma to je Roadster, a ne, razlika med Cabriotom pa Roadsterjem je ta, da Cabrio ima 4 sedeže, Roadster ima pa 2. Pa imam neke Range Roveri, Jeepe, Lotuse, Mazda RX-7, McLarena, tega sem tudi dobil novega, celo imam tale dirkalni kamion, ki je ful hudo zgleda, Mercedese, Minije navite, viš, imam tudi tega starega, kao, tam je ful všeč, ima tako varianta Mario, pa imam Nissan GT-ra, ki sem ga predstavil v prejšnjem posnetku, Manto, v tem se je nažalost ubil od mojega fotra Pariatu, ene 25 let nazaj, pa imamo Zondo ta hudo, pa imamo te Tamale, pa imamo Firebirde, Porsche, imamo celo Cliota, jaz se spomnim, ker sem bil mulc, pa ker sem bil na Bolšnem trgu, sta bila dva taka Cliota, rdeč pa modar in imel une hude feltne. V bistvu so malo drugačne bile, takrat je to bilo, wow, to meni se tam bilo leta 98, veš, to je letnik 93, je bil hud do konca. Pol imamo Subaru Impreze in naš Golf GT2, pa tega Jeepa. Zdaj dejansko ne vem, kjer ga bi vozil, ampak rečemo, da bomo šli nazaj si pogledati ikono Italije, ikono športnih avtomobilov, avto, ki si ga želi vsak otrok, ne, ko si starejši, veš, da obstaja več avtomobilov, ampak tista ikona sanje otrok in mladine in starejših je Ferrari. Jaz imam zdaj dva Ferrarija, sicer imam to Berlineto, a ne, ker to moraš kupiti, pa če moraš voziti, pa nijem denarja. Viper the Boss mi je posodil njegov kanal, zato da jaz naredim posnetek za vas, ampak ne vem, zakaj ne dela, sem šel od začetka igre. Imam se prav dva Ferrarija, Berlineto in Dino Ferrari. Si lahko mislite, sin od Encota je bil Dino. On je pač neki bil bolan, neko sklerozo je imel, neki, skratka je bil slab, pak fotar Enco je naredil za njega tega Dinota. Ta Dino je fully customized, je napiljen, ga bomo šli pogledati, ampak predtem si bomo gledali F12 Berlineto. Ni glih najbolj popularen Ferrari, ampak je Ferrari. Tako da bomo šli en krog se zafurati z našim Ferrarijem, pa bomo pa videli, če bo dosti denarja, da ga navijemo. Yo, prijatu. Evo, folk, zdaj smo nazaj. Ferrari F12 Berlineta. Jaz se spomnim moje izkušnje s Ferrarijem, ko sem imel Vespo, dolg čas nazaj, bil sem star 17. In v Ljubljani sem šel v podvoz pod gradom in je pred mano bil Ferrari, bil je tester. Meni se ni bil Modena, pred Modeno je bil. In kaj je on zahodil v tunelu, jaz sem bil za njim, jaz sem čutil vso vročino izpuha. In takrat tu zvok v tunelu, orgazem. Pa, ker sem imel Honda CBR, sem tudi jaz čez tunel vedno pop. Glej, vice, da je Ferrari. Me je kar presenetil malo dozad, koliko je luškan, hud. Tako da prvo si bomo šli pogledati, kakšen je od znotri. Volan dela, kakor vidite, vozim na Logitech G27, da me ne boste spraševali spet znova in znova. Kupil sem ga v BTC-ju, v trgovini z rabljenimi produkti in slučajno je bil ta volan tam, plačal sem ga meni 120 evrov. Drugače, novi model je G29 in ga mesti okoli cena 200-250 evrov. Tale ima še menjalnik, ki ga pač ne uporabljam tega, ta nov G29 moš ga pa dokupati. In igranje te igre z volanom je druga pesem. Tako da, če le imate možnost, kupite to igro, spodaj imate Instant Gaming link,
To je moja trgovina, pre katere kupite in dobite v bistvu igre ceneje, jaz pa dobim tiste 2%, s tem mi pač supportate in pomagate, da kupim še kakšno drugo igro. Gremo naprej, gremo sprobati tega Ferrarija. Yo, prijatu! Prvo, kaj bom naredil, bom šel v mapo in si bom označil pot, zato da gre po avtocesti, da čim hitreje pač probam jeti s tem avtomobilo. Prav zanima me, koliko je končna hitrost original Ferrarija. Meni osebno je najboljši pogled tale. Zakaj? Zato, ker vidimo avto, vidimo obnašanje. Ampak za bolj realističen pogled je pač ta. Če pa hočete zvok ali pa da v bistvu, da imate nekakšen hibrid med zvokom in vodljivostjo, je pa ta. Ampak gremo tega zato, da bomo dejansko videli. V easy, ne? Čisto v easy. Prva po Makedamu, da ne bi slučajno uničili gum, da ne bi slučajno opraskali mi našega Ferrarija, ker bi ga bilo škoda. A benvenuti da Italija, la Ferraroti, drivenoti di noti. Kakor veste, Dino je italijansko ime. Bilo je zelo popularno v Balkanu v 80-ih letih. Moja teta je moja mami rekla, naj bo Dino. In moj bratranec, njen otrok je pa tudi dobil ime Dino. Tako da sva dva Dinota v družini. In jaz sem ponosen na svoje ime, zato ker je kar reda. Gremo mi vas provat tega Ferrarija. In ne moram se nikakor navaditi, moram biti na levi strani. V easy, da ugrejemo motor. Vedno, ko speljete doma, ko boste imeli svoj avto, vedno ga ogrejte. Nikoli ne dajte gas do konca iz prve. Zakaj? To se mora podmazati. Isto je tako, kot če hočeš se veš s punco, moraš prvo podmazati, moraš pogreti, moraš dobesedno, a veš, naelektrit, vse skup uštelati in polo rokaš. Tako da, gremo mi počas, druga, 80, tretja, langsam. Malo mi je tak računalniški zvok, ni mi tok pristen. Oziroma, da bi rekel Ferrari. Pri 140 se peljem čisto easy. Ali pa bremzama, ne, pogledam desno, žmigavec. Niža in se zaletim! Ne, kjer sem jaz baksus? Žmigavec, levo gledalo, bok, gremo čez. Škaj, nisem navajen, kjer je leva stran. Da malo pogledamo noter, kako je. Kjer hud volan. Za moje S2000 lahko kupaš tak volan, se mi misli 700 €. Mislim, da ima tak karbon, pa to nima teh luč. V easy, Dino, to je Ferrari, man. Zadnji del je že spodnesel. Sam malo sem dal gas, je že, Ave Maria! Idemo! Tunel! 260, pa to je original. Ok, ma zvok mi ni toliko všeč, sem slišal boš, ampak upam, da bo boš polkal, ker volan mi se trese. Kaj s to bremzočo? A ja, luči so se pržgale. Koliko, 320? Spoh ti sem dojel! 320. Tako, a veš, kaj štelam zvok. Odejal, kurus, ovce, pazite! Prestal sem v koruzier, karkoli že, eto, a veš, to je pa tist, ne telefonirati me vožnjo. Ne pipkati svojo ženo za nogo. Nima veze, koliko si ona to želi. Ne tega delati. Ker se lahko to zgodi v igrici, lahko zletiš v kupus, nabereš ga, narediš joto in preživiš. Pa ta pravim življenju ne. Da malo zorjemo temu kmetu, malo tole. What the fuck? Nekontrolirana pošast. Gaj, do konca. Od. Ok, prva, druga je vrtel. Četrta. Dosta si rekel, kva se skozi dereš, ne morem pomagati, v elementu sem. Ej, tole bo pa, až zadnjem pogona, veš. Drit mašina. Not je bolj tako pridušeno. 300 na uro, stari. Pa kar zgleda tak stabilen, če vam pa pravic povem. Ajde vidimo, 333 v uvink. Drži se. Koči. Jaz ga letavam v krivino. Ajde, tretja, pa ga malo zamotil. Amo nikoli mi ne ratajo lepo, človek. Aha, malo. Ja, probi zdrifta. Opa!
Oh my god, toliko, ker sem zdaj živcev zgubil, nisem nikoli zgubil. Nima veze, pustimo to, pogledali smo, koliko gre hiter, probali smo driftati. Jaz priporočam, da gremo mi nazaj v garažo in vidimo, kaj lahko naredimo iz tega Ferrarija. Yo, prijatu! No zdaj, ko smo tle v garaži, imamo več sekcij, imamo pač motor, bremze, podvozje, gume, spoileri. Šli bomo z leve proti desni, vem, da ste rekli, da moraš z desne proti levi, da zamenjaš motor. Ampak jaz bi rad videl, kako ta Ferrari s tem motorjem lahko doseže, če ga navijemo, ne. Gremo prvo bate pogledati, upam, da imam dovolj denarja, ker imam samo 122 000. Ok, 15 kW, kupujemo. Odmične gredi nam dodajo 43 kW, to je na 67 konja, pol. Ventili, oziroma glava, 13 kW. Blok motorja, 3900 imamo dovolj. Potem tole, gremo tukaj lažji vztrajnik, 1 kilo lažji, to pomeni, da bo avto se prej zavrtel. Gremo na diske, a ne, če imamo dovolj moči, da gremo hiter. Moramo imeti tudi dovolj zavorne moči, da se hitro ustavimo. Tole in stole, da bo malo nižji, minus 2,9. Anti-roll bari, da je avto bolj trši, da se bolj drži. Tukaj bomo znižali težo, ne, za 165 kg. Tukaj imamo sklopko, zamenjamo damo športov sklopko, imamo menjalnik, damo dobesedno dirkalni menjalnik. Pol imamo kardan, to povezuje motor z zadnjimi kolesi. Ja, lažje, bolj se zavrti. In zadnji diferencial. In bomo vzeli tega two-way. Pa gume, ne, seveda bomo vzeli večje gume. Prvo bomo vzeli širino, bomo kar nabeleno 265. Zdaj bomo dali 345 širino za, to so orengvalari. Zdaj mi lahko zamenjamo tudi feltne. Tele, ajde, nima veze, vzeli bomo, samo da so malo drugačne. Prav malo večje bomo dali, da bo malo to bolj strupeno izgledalo, ne. Malo jih bomo dali ven, da bo ta avto izgledal strupeno hud. A ne, da bo malo bolj strupeno hud. Jaz sem tudi na svoj S2000 to naredil vzadi in spredi. Ajde, idemo sprednji spoiler. Wow, hudo. Zadnji spoiler. Ni glih neki preveč, da mu dodaš, ker je že avto samo od sebe ful hud, ampak mu daš tisto race noto. Zdaj pa tole, kaj pa je zdaj tole? To ga lahko zdaj spremenimo v 4x4. Človek bi pričakoval, da so bolj držal, ampak dobiš malo hitrosti, pospeške, ful dobiš, gledaj to, koliko pospeškov dobiš. Se pravi, bomo dali to, pa turbina. Aha, zdaj le je to atmosferci. Zdaj, če damo turbo, bomo dobili več konjev, ampak bomo dejansko pokvarili Ferrarijev, Ferrarijev tisti zvok. Zdaj meni zima, bremze bo slabše, vse bo slabše s turbotom, pa turbo luklo bo. Tako da se bom jaz odločil brez turbine, da mi slišimo ta pravi Ferrarijev zvok. Jaz mislim, da je to install setup, 56 000, dovolj imamo denarja, da kupimo tole. In zdaj meni zima, kako bo tole zdaj letelko je malo navitbala. Lahko bi ga pa tudi malo od zunaj zrihtal, malo kakšno barvo naredil ali pa kaj. Kaj jaz mislim, da ga bomo mi dali v Ferrari barvo in to v živo rdečo. Kaj pa če mu damo še tole haubo črno, ga bomo naredili malo bolj racing, črne šipe mu pašajo, čist črne feltne še. Save to current car, yes. Črno, rdeča kombinacija, tukaj je zdaj malo bolj športen, prej bil malo bolj klasa, zdaj pa malo bolj športen. Yo, prijatu! Ok, zdaj smo na cesti, zdaj bomo dejansko sprobali, kva ta novi Ferrari lahko naredi. Glej ga, koliko je lep. Easy. A še vedno treba prvo ogret, preden ti dejansko. Gremo še enkrat. Jaz furam Ferrarija, stari. What's the name of the car? It's a Ferrari. Koliko se lepo pelje. Četrta 160. Čisto easy. A veš, vozim se v plaži. Imam Ferrarija, ne navaden ga. Navid ga Ferrarija. Kjer lep zvok. 250, četrta človek, orgazem. Kva ima hud volan, koliko ima dober noter. Ok, smanji doživljaj. Koliko ima hude črne feltne, spoilere. Easy, kulturno, ker mi smo kulturni. Mi smo kulturni ljudje, mi imamo Ferrarija. Ne moreš ti biti čoban pa imeti Ferrarija. In tudi tretja. Ajde, rovaj se, Ferrari. Ne vem, kako se kaj drži. Not bad. Ajde, idemo tukaj. Malo zabremzam in uletim v krivino. 4x4 dela svoje. Drži Ferrarija na mestu. Ferrari ostaje na cesti. In dinoti piči. Dinoti v Ferrariju. Ven. Ok, nima veze. A ja, a prečka. Čo, jaz smo Ferrari, jaz smo krila, gremo kar dol. Kakšna je to ograja, staj? Da jaz ne moram niti prebiti čez, pa je. Pa kakšna je to ograja? Ok, gremo zdaj dol. Moramo očitno jati levo tle, ker se priključujemo na avtocesto. Ej, te BMW, stari. Oni so me prav fauš! Oni delo 20 let kupil si enega dizel, saje v srane, dizelske.
Jaz kupim Ferrarija, pošteno sem delal za njega. A ni navaden Ferrari, to je navit Ferrari, pošteno sem delal. 16 ur na dan v Julonu. Glej, še en BMW, evo BMW-jaši, evo kultura BMW-jašov. Evo ti kulturo BMW-jašov. Bog je Mercedes, kar zboga je. Tak da Dino leti. Tak da Dino leti zdaj na avtocest. Čaki malo. Gremo počasi v tunel. Fantje, punce, dekleta, ali ste pripravljeni na tale orgazmičen zvok? Kjer zvok? Stari moj! Ferrari! Ker ogne čupa, kaj zdaj, kje ste zdaj miševi, a? Gdje ste miševi? A, dolazi mačak v igru. Ja, 300 na sat. Ulet v tunel s 320 človek. Drži se kot klop jaja. To, šit. A, svi v bremze, ki sem upgradeal. Svi v bremze. Svi. To je pa to. A glok je driftam. Ne moreš, 4x4. Ne moreš. Svi dobil, 4x4. Kam sem zdaj šel? Svi, ker sem bremzo obodil. Ja. Če ne bi jaz tudi bremzo obodil, jaz bi zdaj šel. Kjer zvok, kjer spoiler, kjera barva. Koliko je lep, skor to, kaj jaz. Majke mi zjutraj, ker se zbudim vas zaliman. Kaj imam une čmarce v očesih. Kjera stran, leva, desna. Shit, leva, ne ta. Jebeš spoiler, sam 100.000 evrov bil. V blokado sem ga zabal, stari, mi bo bate vam puknil čez havo. 256 uro. Ojde, mičite se. Stari, tu kar stojijo tam. 300 na uro, človek, boži, kad ti ga jaz uletim. Aha, 303, ajde vidimo, koliko bo šel. Gaz. 356, 360 na uro. 370, šok. 378, 7 prestav bi rabu. To je do konca, 306, 87, 390! Nisem, a sem šel? Oj, skop! Fuck, drž se! Aj! Shit! Lete pare letim, ja! Ode mi Ferrarija! Dobre, skop! 390, a? Tuk je dobro, da se bom še zjokil! Gremo odkole malo. Hudost! Pizda, dober se drži. A zdaj malo krvino, zdaj gremo malo, a veš, v vinke. Da vidimo, koliko je v vinke, malo bremzaš. Uletiš. Bom, spizdi. Druga. Tretja. Idemo! Najjači na najjači na njivi sem hotel reči, ja. Aha, prš sem center, itak, stari. Kje so ženske? V centru. Evo jih ženske, kje ste ženske? Ovo. Malo. Ti men. Dala. Vode iz bokala. Alo, ženska, gledaj me malo. Gled, crna se obrnila. Gled, obrnila se, skoro si vrat zdomila. Ne jebem te 5%, jaz sem high society. Kaj zdaj gledaš, ne? Pa kaj me zdaj gledaš? Ma marš! Ma ni šans, ker sem furu stari jugota, nis me hotla pogledat. Marš zdaj, ker sem jaz hud. A malo čez center, da malo zbudim tele. Da malo vidim, kdo let. Olo, ljudi, sladoled prihaja. Sladoled! Sami BMW-jaši, stari, maj, to prav eno sekta. Idemo! 250 čez mesto! Kva sem jim naredil, stari? Kjer sem jaz hud zajeban tip? Jaz barkeru, tek, pogledam desno, ok, zdaj bom kulturno sestava. Jaz mislim, da je to za ta posnetek, ampak nikamor ne jed, prihaja bonus. Kakšen je ta bonus, boste videli zdaj. Yo, prijatu! Kva pa je zdaj tole? Kva pa je to zdaj, zgleda, kaj ena žaba. Nekaj ti bom povedal, tole je Ferrari Dino. Kakor vidite, tukaj ima značko Dino. Ta avto sem si kupil, ko sem igral, ko sem streamal na Twitchu in sem ga totalno navil. Tako da najboljše, da mi nehamo govoriti, gremo v avto in si pogledamo to razliko. Kaj dejansko je bilo včasih, kaj je pa zdaj.
Yo, prijatu. Evo ga, zdaj smo tu z našim Ferrarijem Dinom. Ferrari Dino je nastal tam okoli leta 1960 oziroma v sredini 60-ih in je bil delan tam 10 let. Predtem so uporabljali Dino motorje v formulah, pač enih manjših formulah. In Ferrari Dino je bil narejen zato, da konkurira Porscheju 911. Oni dražji Ferrari so bili tako že boljši in dražji, ta naj bi pa nekako bil boljši od Porscheja 911, ampak recimo približno enake cene. Bolj je bil ljudski Ferrari. Imel je pa manjši motor, je tam neki V6 2630 motor je tam nekje, tako da ni bil V12, kot kar ostali, ali pa V8. Čeprav ne vem, mogoče tudi V8 bil, ampak vem, da je bil definitivno V6. To sem neki toliko malo na hitrico prebral, bil je pa narejen pač za ime njegovega sina, Alfredo Dino Ferrari. In jaz osebno, ker moje ime Dino, sem zelo ponosen, da dejansko imam en avto, ki je na samem vrhu znamk in ima moje ime, oziroma imam jaz njihovo ime. Zdaj pa dosti govora, gremo si malo gledati. Kakor vidite noter, se pozna, da so leta, da je to pač bilo v eni drugi dobi, ampak tak avto danes, če ga imaš, je vreden još pa še. Tako da ne smete prezirati oziroma podcenjevati starejše avtomobile, ker te avtomobili, ki so danes, bojo tudi enkrat bili stari avtomobili, pa dobro veste, koliko so zdaj hudi. Tako so tudi te avtomobili včasih bili zelo hudi. Res, da današnji avtomobili so hitrejši, boljši vse, ampak te avtomobili dobivajo na vrednoti, preteklosti, zgodovini. Tako da morate ceniti vse avtomobile, ne glede na starost, posebej pa takim imenom oziroma s tako zgodovino. Ok, dosti govora, zdaj bomo furali malo po noč. Zvok je ful, malo boljši, kot pri Munmu, ni, malo bolj tak avtomobilistični. Pa niti približno se po moje ne drži tako kot un, ampak nima veze. Tole je fully customized Ferrari. Še tudi pozna, da se kasneje vrti, počasneje vrti. Zvok je malo bolj rezek, pa malo manj glasen, ampak nima veze. Mi smo prišli malo, da sprobamo tole. A veš, tretja do konca 190, dosti bolj počasen kot v Ferrari. Ampak verjem ti meni, da če se v takem avtu bi danes furil, bi bilo vsem tako doživetje, da bi si ga zapomnil za cel life. Prva, pa gremo do konca. Druga. Tretja. Druga. Pa gremo čez most. Tako mi je zadnji del zaneslo. To ni bilo nobenih sistemov proti spodrsavanju tega. Saj zdi se mi. Ni bilo takrat. Tako da tole je bonus, da vidite dejansko, so tudi kaj stari Ferrari. Veš, kaj se zelo počas vrti. Novejši motorji se ful hitreje vrtijo, sploh če imajo turbo, recimo, ki jim pomaga. Če pogledaš tudi notranjost, vse analogno, ima en tak poseben čar. Zelo lep avto. In moj avto, Dino Ferrari. Ferrari Dino. Evo, četrta 222. Idemo, Dino! Go, Dino! Go, Dino! You can do it! You know it! Dejansko je tukaj Go, Dino. Kaj si vi kaj mislite o starejših avtomobilih? A imate vi kaj še na avto, da vam je dejansko všeč, pa da je starejši? Nima veze, a je, ko ste vi bili mehni, ali pred vami, da je bil narejen. Kjer avto je tis vaš, recimo, če bi ga lahko izbral, tak starejši avto, kjer ga bi dejansko vi imel? Drž se! Prav zanima me, koliko gre na uro tale avto. Ampak 220, še vedno, to za tiste čase je bilo kar v redu. Gremo malo po kancu nazdol. Koliko prestav ima? 5? 5 prestav sam. Pa še vidiš lučke, sploh niso led, ampak so žarance. Jaz sem dejansko lani bil 3 leta nazaj v muzeju, Ferrari muzej, tudi videl vse te Ferrarije in tudi Dino Ferrarija in sem bil kar ponosen. Gremo, Dino Ferrari, gremo! Ok, nižja. Nižja. Ne. Koga zanese? Ok, v redu. Takrat tudi varnost ni bila toliko na nivoju, kakor zdaj. Bog ne da se takrat zaletel s takim avtom. Kakšni airbagi, kakšni ABS-i, nič. Še po moje tizga v zadnji imel naslonjača, ne vem, a ta ima. V bistvu ta ima, kaže ga, ampak velikih ni imel, tako da... Jaz sem prišel zdaj v mesto, da pofuliram malo, da pokažem ljudem, kaj je to Dino Ferrari. Vam pa tudi se zahvaljujem za ogled tega posnetka. Če vam je ta posnetek bil všeč, prosim, dajte ga deliti. Dajte ga deliti na svoj Instagram, na svoj Facebook. Povejte ljudem, šerite ta video, lajkite ta video. Spodaj v komentar napišite, kaj si mislite. In res sem hvaležen, da ste si pogledali ta video. Če me želite kaj podpreti, spodaj imate tudi link za donacijo, mi ful pomen. Če ne, ni treba, ni obvezno. To je bil še en video za Forco, pa upam, da se naslednjič vidimo. In jaz bom delal še naprej to, kar rad delam. Rad bi vam povedal, dobro se držite, delajte dobra dela, bodite dobri do drugih ljudi, ostanite cool, kot ste. Hvala lepa in se vidimo. Hadouken! Yo, prijatu, tole je moj šov.
hiter se naštimi, da ti pol navžal. Jo, prijatelj, tle igrice igram, prid sem hiter, da ne bom igral jih sam. You win. Perfect.